zunanjih mikrofonov za diktafon. Berem. Objektiv. Sobotna priloga dnevnika 9.5.2015. Mikrofon 1. Ali so Slovenci Srbi? Težko bo priznati, se s tem sprijazniti, da sta Vuk Stefanović Karadžić in cela divizija uglednih srbskih mitomanov, akademikov, zgodovinarjev, piscev, pesnikov, novinarjev, popov in amaterskih antropologov, ki so pred 25 leti v posmeh omikanega in izobraženega sveta nastavljali tam, kjer je on nehal, so imeli prav. Slovenci so, jebiga, ni preprostega načina, da se to pove, Srbi. Slovenci so izmišljotina iz 19. stoletja, nacionalnih preporodov, turbulentnih pesnikov, sonetnih vencev, ljubljanskih novic in kranjske čebelice. Znanstveno dejstvo pa prav tako kot romantična olja na platnu Antona Ažbeta in Jurija Šubica ni česa takega, kot so Slovenci. Tisto, čemu pogovorno rečemo slovenski narod, je pravzaprav, zdaj je to jasno, odpadniško srbsko pleme, alpski Srbi. Velja, ki jo je nesrečna srbska zgodovina ločila od matice in vrgla med italijanske jezuite in nemške protestante. Saj pravim, težko bo to priznati in se s tem sprijazniti. Vprašanje tudi, ali je sploh potrebno, kajti zdaj je stvar dokončna. Tako imenovani Slovenci so praktično dozoreli, medtem dobili državo, grb, himno in hokejsko reprezentanco. Toda znanost ne priznava grbov, himen in mitov, legend in plastične nacionalne galanterije. Eksaktna, neizprostna znanost je dokazala, Slovenci so Srbi, najstarejši narod na svetu. Da ne bo sporazumov in dvomov o verodostojnosti neprijetnega odkritja. Do tega so prišli prav slovenski znanstveniki na stroške slovenske države. Državni svet za kulturo, znanost, šolstvo in šport. To senzacionalno novico ste že slišali, je pred dnevi objavil izsledke dolgotrajnih raziskav DNK spirale pri Slovencih, s katerih je skupina znanstvenikov pod vodstvom uglednega upokojenega profesora Ljubljanske univerze Antona Prediha neizprosno dokazala, da današnji slovenski narod nima nič skupnega s popularnim zgodovinopisnim mitom o veliki selitvi ljudstev iz Podkarpatov, niti s tako imenovano slovanskimi brati, pa tudi z rimsko ali keltsko Evropo ne. Analiza DNK rodoslovja je namreč dokazala, da so Slovenci starodavno avtohtono evropsko ljudstvo, staro najmanj 7500 let, verjetno pa še precej več. Prav Evropejci z gensko halopovskupino 1, staroselci z neverjetnih 46 let staža in ne mara še več, eden najstarejših evropskih ali svetovnih narodov torej. A še skrajšamo, najstarejši. 25 let potem, ko je beograjska historiografska čašja ob zori novega srbskega hegemonizma so avtoriteto ugotovila, da so Srbi najstarejši narod na svetu, ne samo pravčetja Hrvatov, Slovencov, Bošnjakov, Makedoncev in Črnogorcev, ampak vsega vesoljnega človeštva. Odkritje, ki je še toliko bolj izjemno, ker tedaj ni bilo analiz DNK, so zdaj tudi Slovenci naenkrat najstarejši narod. Prav tisti Slovenci, ki so nekoč posmehovali patetični potrebi za frustriranega nacionalizma, da bi nas prepričali, kako smo vsi mi produ pravzaprav Srbi. Srbi pa najstarejši narod na svetu. 25 let pozneje, potem ko se že sami Srbi naveličali teh kolazari in se raje ukvarjajo z gradnjo Dubaja na Savi.
sklicuje Državni svet za kulturo in znanost, da bi znali, kako so oni, evropski Adam in Eva, stari nemari kar 50 000 let. S tem, ko so DNK analizo znanstveno dokazali, da Slovenci nimajo nikakršne zveze s Srbiji, so slovenski profesori skratka dokazali, da so Slovenci pravzaprav isti oziroma Srbi. Miloševića intelektualna historiografska čašija, ki je nekoč v posmeh omikanega izobraženega sveta dokazala, da smo mi vsi samo Srbi različnih ver, je končno prišla na svoj račun. Ne samo, da je na koncu dokazala, da so Hrvati, Bošnjaki in Slovenci pravzaprav Srbi, ampak to dokazali prav Hrvati, Bošnjaki in Slovenci. Kot se spodobi, so to, da tudi sami mitomanski Srbi prvi dokazali Hrvati, ko so si v 90-ih prizadeli dokazati, da so prav oni najstarejši narod na svetu, pradavni Hurvati z perzijskih planot. Potem pa so v začetku tisočletja med mitomanske Srbe upisali Bosanci, ko so v visokom odkrili kompleks velikanskih piramid in oznanili, da v Bosni in Hercegovini pred 25 000 leti živela avtohtona, najstarejša in najbolj napredna civilizacija na svetu. In na koncu so z DNK analizo, s katero so dokazali svoj pradavni staroselski nacionalni gen, za mitomanske Srbe izkazali še razumni, racionalni Slovenci, jugoslovanski glas razuma. Tisti, od katerih bi človek torej najmanj pričakoval in za katere celo sami srbski mitomani niso bili povsem prepričani, če so res čisti Srbi. Treba bo priznati in se s tem sprijazniti, ker izkazalo se je, da so imeli stari Vuk Stefanović Karadžić in cela divizija uglednih srbskih mitomanov, akademikov, zgodovinarjev, piscev, pesnikov, novinarjev, popov in amaterskih antropologov, ki so pred 25 leti nadaljevali tam, kjer je on nehal. Prav Slovenci so, tako kot Hrvati in Bosanci, čisto navadni Srbi. Tudi Srbom ne bo lahko priznati, tudi oni se bodo težko sprijaznili s tem, da pokazalo se bo, da je imel stari Anton pred njih prav 50 000 let stari Slovenci so morda, bo slišati zapleteno, a znanost ni vedno preprosta in laiko razumijo pravzaprav najstarejši Srbi na svetu. Če celo perzijski Hrvati, da o bosanskih faraonih niti govorimo, so se izkazali za mnogo starejše Srbe od Srbov. Jebega, ni preprostega načina, da se jim to pove, to da Srbi so, če skoraj skrajšamo, najmlajši od vseh Srbov. Konec prvega testnega posnetka.